Pozdravljeni na Brdu pri Kranju, na novinarski konferenci pred tekmo Slovenija-Slovaška, ki bo jutri ob 18. uri v Stožicah. Z mano sta selektor Matjaž Kek in pa Benjamin Šeško, ki bo tudi začel to novinarsko konferenco. Benjamin, pričakovanja od povratne tekme? Ja, definitivno pričakujemo enako oziroma skoraj da identično tekmo kot prva, ker se zavedamo, kakšne moči imajo. Vemo tudi zdaj, ki jih lahko v bistvu ranimo. Upam, da bomo te stvari izkoristili in da bo šla tekma v našo pot. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanja. Dober dan želim. Pričakuješ, Benjamin, kaj več žog doma, kot si jih imel na Slovaškem? Mislim, da so definitivno stvari, ki moramo narediti skupaj kot ekipa. Morajo priti situacije, tudi jaz sam moram se v bistvu v nekih situacijah bolj pozicionirati. Ampak ja, definitivno mislim, da bo veliko več žog, tudi zaradi same tekme, doma igramo, se mi zdi, to nas bo nekako ponesli, tako da imam pozitivno mnenje glede tega, ja. Kako pa razmišljaš o rezervah, še v primerjavi s tekmo na Slovaškem, koliko boljši ste lahko doma? Definitivno veliko, kot sem rekel, pri nam to, da igramo doma, nam daje res neko moč, to mislim, da se vsi zavedamo. Bilo je zelo pomembno, da smo takšne rezultate iznesli zunaj in da lahko zdaj v bistvu to popravimo, poboljšamo in definitivno sem mnenja, da lahko igramo zelo dobro. Razmišljaš, da bojo Slovaki še manj pogledovali proti golu, kot so doma? Mislim, da bojo igrali identično, da se ne bo kaj prav veliko stvari zgodilo, tako da za nas je bilo pomembno to, da popravimo neke stvari, probamo narediti boljši in probavati čim prej odločiti tekmo, če se le da. Hvala. Tam je še vprašanje. Benjamin, zdravo. Na Slovaškem je bilo mogoče malo posebna tekma, bil si edini klasični napadalec, mogoče malo drugačen položaj. Kako si se znašel v tem, je bilo kaj drugače, bo mogoče zdaj lažje, tudi če bo enaka postavitev? Dobro je bilo to, zato ker sem zdaj tudi pred kratkim v klubu igral to pozicijo, tako da sem občutek že nekako imel, kje moram kje biti. So seveda neke stvari, ki jih lahko popravim, kar se tiče pozicioniranja. Tudi skupaj smo to po dolgem času spet igrali. Seveda, bilo je dobro glede na to, da smo to vse skupaj obrnili. Verjamem pa, da bo veliko boljše zdaj, ker tudi vemo, zakaj se gre in v bistvu mi je pa kar všečno vse skupaj, zato ker imam tudi neke možnosti, ki lahko drugače utečem, kot v drugih formacijah, tako da sem se kar navadil tega. Obstaja tudi možnost, da se tekma zaključi z 11 metrovkami. Ste razmišljali tudi o tem, se kaj pripravljate posebej na to možnost? Ne, nismo glih o tem se pogovarjali, zato ker pomembno, da neke stvari popravimo v igri, da probamo tekmo samo zaključiti v seveda urednem delu, ker vemo, kaj si želimo in vemo, da lahko to tudi bolj storimo. Hvala. Hvala lepa. Benjamin, to je to. Lahko greš se pripraviti na trening in pa nadaljujemo s selektorjem. Selektor, po remiju na Slovaškem, sedaj druga tekma, pričakovanja, želje. Vse ostalo isto, dober dan v mojem imenu, kot sem govoril pred 3 dnevi. Kakšne so naše želje, kakšne so naši cilji. Nekje pričakovana tekma v Bratislavi, dva nasprotnika, ki se poznamo dobro in mogoče v Bratislavi je manjkala kvalitetnejša, pravilnejša odločitev v tistem momentu, ko smo vzeli žogo, pa ko so nam bili odprti koridori, tam smo grešili več kot običajno. Drugače pa pričakujem podobno tekmo tudi jutri, ker lahko ena napaka, ena dobra poteza posameznika odpelje tekmo v določeno smer. Seveda naša želja je
pred domačimi navijači, pred polnimi stožicami. Upam, da odigramo kvalitetno tekmo in da smo mi tista ekipa, ki se bomo veselili na koncu. Hvala lepa. Vprašanje za selektorja? Dobar dan, gospod selektor. Zanima me, rekli ste nam že v četrtek zvečer, da zdravstveno stanje sploh napadalnega dela ni najboljše, mogoče kakšne nove informacije glede Svita, glede Andraža, glede Jana? Ja, ostajajo tu zelo podobno, kot je bila prva diagnoza že po sami tekmi, sicer je danes še trening, nekaj bomo poskušali narediti, ampak niso velike možnosti, da bi lahko igrali, tako da ostajamo pri tem, da bomo morali poiskati v obstoječem kadru rešitve. Zanima me še, kako pa ste bili zadovoljni z igro Žana Vipotnika na krilu. Vemo, da ni ravno klasični krilni igralec, ampak je bil postavljen bolj široko. Kako ste bili zadovoljni s tem? Pa nekajkrat je Žan že igral na teh pozicijah. Naprimer tudi pri Slovakih se dogaja, da je Šranc na desni strani bil na koncu. Zdaj seveda nekje taktične zadeve so, kako to postaviš, ali bolj široko ali bolj ozko. Jaz o posameznikih ne bi rad govoril v nekih ocenah. Žan dobiva neko drug karakter zdaj z igranjem v Angliji, v eni od najtežjih lig na svetu. Tudi v zadnjem času, ko so menjali trenerja, je njegova minutaža zrasla. Daje pa možnost, da zrotiraš takoj v tekmi, v drugega napadalca bo malo povlečenega. Tako da, ja, zdaj v teh momentih, v teh igralcih, ki jih pač imamo, je to ena izmed možnosti za jutri. Hvala. Prosim. Hvala. Naslednje vprašanje za selektorja. Dobar dan, selektor. Malo žog ste zadržali na Slovaškem v Bratislavi. Treningov ni bilo veliko, danes bo šele pravi, včeraj regeneracijski. Ste veliko govorili o tem, pokazali, razmišljali, da bi bilo to bolje? Pa jaz sem že, ja, zdaj bolje. Mi smo nekatere stvari naredili točno tako, kot smo pripravili. Edino, to sem že rekel na začetku, odločitev je bila napačna ali pa gibanja so bila kontra tistemu, kar bi morali izpeljati. Odprlo se nam je nekaj prostora v določenih momentih, pa je ta zadnji pas nam manjkal. Tudi je relativno nova postavitev bila, vseeno, vemo zakaj smo na ta način postavili, zaradi moči Slovakov v zvezni vrsti, ker to so že prezentirali na Evropskem prvenstvu in tukaj imajo z res kvalitetnimi igralci, so lahko zelo nevarni, če tukaj dobijo premoč. Mislim, da smo to dobro, da tudi oni niso imeli kaj dosti. Tako da definitivno tako v tistem momentu, ko vzajemo žogo in moramo biti kvalitetnejši ali v hitri transformaciji ali pa v boljši cirkulaciji žogo, da zadržimo, da kvalitetne odgovorimo na njihov kontrapressing, ki je tudi ena izmed značilnosti njihove ekipe, predvsem za Lobotko, ki to dela zelo dobro. Kako je z utrujenostjo v reprezentanci? Ja, mislim, da trajalo potovanje nazaj kar dolgo časa zaradi doping kontrole, to se vse skupaj zavleče, ampak bolj ali manj so igralci navajeni tega ritma in jaz mislim, da je to najmanjši problem, na koncu koncev tudi oni imajo isti problem, tudi oni brez nekaterih igralcev. Tako se igra kvalifikacije, mogoče na Evropskem prvenstvu bil en dan več, ampak to je ritem, ki se zdaj prakticira v evropskih pokalih, v reprezentančnih tekmah, v vseh teh ciklusih kvalifikacij ali Lige narodov ali za Evropsko ali svetovno prvenstvo, tudi na koncu koncev v pripravljalnih tekmah. In jaz mislim, da lahko držimo ritem vsaj tako visok, kot je bil v Bratislavi, če ne še višji, kar bi bilo seveda za nas potem zelo dobro. Pa še to, naj bi bilo, če bi bila igra vaša, če razmišljate o tem, širša, možnosti za kaj več priložnosti ali predložkov ali globinskih podaj? Širša, v kakšnem smislu? Napadanje bolj v širino, več podaj v kazenski prostor. Ja, to so zdaj tiste zadeve, ki seveda so že malo taktične. Jaz ne rad govorim o nekih taktičnih razmišljanjih,
pred tekmo, lahko analiziramo po tekmi. Gledanje, analiza tekme v Bratislavi, še enkrat govorim tisto, kar sem že povedal. Kar nekaj situacij, ko bi jih lahko izpeljali boljše, ko znamo izpeljati boljše, ko imamo kvaliteto, da izpeljamo boljše, pa je ta zadnji pas ali smo predolgo zadržali žogo, pa bili v tistem njihovem protipritisku. Tako da predvsem o tem bomo razmišljali. Jasno pa je, da ne smemo niti, oziroma moramo še bolj organizirano igrati v tistem momentu, ko imajo oni žogo, predvsem na tisti strani, ko je Suslov, ki je res neugodni igralec 1-1, ampak bolj ali manj smo večino teh zadev dobro rešili. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, potem hvala selektor.